fuck, jaz to moram videti. Eva, koliko krat če tebe reče, da si nova pevka od Tabujev? Ja, čist prevečkrat. Ja, še kar. Še kar? Ja. Veš, zakaj? Zato, ker so mene ljudje sprašvali, kak nov podcast nema, pa sem tako, ja, z novo pevko od Tabujev. In pa sem šel Google, pa tak, a ti si že od 2015? Ja, to je že skoraj 6 let. Ja. In pol sem začel govoriti, da bom s pevko od Tabujev začel, da bomo snemali in so me ljudje sprašvali, kaj z novo? Pa sem, ok, nisem sam jaz tak nor očitno, zato sem rekel, da te moram to fucking vprašati. Ja, res se to še ful velikrat zgodi, ampak lepo od tebe, da si rekel sam odpev s pevko od Tabujev. Ja, cenim. Zdaj sem zaračunal pa vse. Ja, očitno ljudje res rabijo dolg časa, da se navadijo na neke nove stvari. Ne? Mogoče, ker je tak specifičen band, pa je to pevk menil pa... Ja, pa to je res, ne, menjava nekako ključnega elementa, ja. Ne. To je nek glavni obraz, ne, tako da ja, verjamem, da dlje časa rabijo ljudje, mogoče, da se navadijo, mogoče pa tudi, da ne vejo več, kak bi mi rekli, ne. Ja? Na kakem smislu? Ja, najlažje reči nova pevka, glede na to, da sem tretja. Veš. Kaj pa, ok, malo sem prebral tvojih prejšnjih intervjujev, bla, 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 in veliko krat si rekla, da sploh nisi vedela dobro, kaj tabuji so, ne? Da si prišla nekam na blef. Ja, mislim, zdaj, vedela sem, kdo so tabuji, ampak odraščala sem jaz res v čist drugačnem okolju, ne, mogoče, ker so si tabuji predstavljali pa ljudje. Torej, mama je glasbenica, moj oče je slikar, taka malo bolj umetniško, alternativna družina. Ker sem bila majhna, je foter ful veliko potoval in je nosil veliko muzike iz tujine. Domov tudi nekaj nismo poslušali, glih radija, pa gledali te televizije, tako da ta neka slovenska glasbena scena mi ni bila glih najbolj blizu, ne. Ampak, ok, rekli so, da so te ful dobro poskautali, to sem tudi na intervjuju od benda vedel, da so se ful pozanimali o tebi. In kako je to izgledalo? Pač en je prišel, nisi maila, verjetno dobila, en je stopil do tebe in rekel, ej, bi? Mislim, da so me videli enkrat na ulici, ker sem se eno obdobje svojega življenja preživljala z igranjem na ulici. Pa imela sem veliko svojih bendov in mi je že tudi začela ratovati s svojimi nekimi avtorskimi komadi na televizijo prijeti, tako da tam so me videli očitno in ja, pa me je producent poklical, ne vem čisto točno, kje je zdaj telefonsko dobil ali ne, ampak so me poklicali, ja, Tabuji iščejo novo pevko, bi prišla probat in sem rekla, da grem probat. Ne. Ok. Pa mislim, da si nekaj rekla, da nisi znala vseh komadov. Nisem znala niti enega, no. Niti enega? Ne. To je ljudem ful smešno, ko večina ljudi tak si misli, ja, sploh pevke, ne, v Sloveniji to vse vejo, kdo je Tabu, ziher znaš vsaj en komad, no jaz nisem znala niti enega. Tako da, tudi ko sem šla na vajo, lahko bi rekli, temo sem taka malo bolj umetniško raztresena, se nisem zdaj glih nekaj najboljše pripravila. Tako da sem zelo odimprovizirala celo prvo neko probo, ko sem jo imela z njimi, pač sem po svoje pela. Dobro si jo zimprovizirala, v bistvu, če si dobila gig. Mislim, ja, kako so že rekli, fajn im je, da imam šus v vokalu, ne vem, imam fajn glasbeno ozadje. 5 leta sem bila že v glasbeni šoli, tako da. Ne, in tudi pol vse, kar je bilo naprej, se treba naučiti, mi je dosti hitro šlo, no, v rokav, so bili pa prvi koncerti kar stresni. Ja, verjamem. Milo rečeno. Ja, ker si šla iz publik, ne vem, kaj ste prej špilali s prejšnjimi bendami, 100, 200 ljudi, pa na dvorane. Pa na dvorane, ja. Ja, zanimivo. No, glih prej smo se menili, da smo skupaj bili na Ptuju, ja. In da jaz sem povezoval, sem meni tako ono, jaz grem gor, pa grem dol, pa je to, pač sam šus mi nabija tista publika, ni tako, da moram stati gor, pa za nekaj govoriti 10 minut, ali pa 15 minut, ali pa uro, ne. Ali pa 2. Ali pa 2, ja, tako pač špilaš, ja. Kako je potekala komunikacija s publiko? Mislim, vala si se mogla naučiti, ne? Ker ljudje ne vejo, ampak ko naenkrat začutiš publiko, ko je res veliko ljudi, prav začutiš tako pizda, ne? Kam sem jaz stopil. Kako je to od začetka potekalo? Ja, prvi koncerti so bili v bistvu taki, da se spomnim, kako sem šla po stopničkah gor, pol nimam pojma. In pa se spomnim, kako sem prišla dol z odra. Tako da, v bistvu, prvi koncerti so bili adrenalinsko tak šus, da, veš, sploh
blackout, ne, totalen, ne veš, kaj se je gor na odru dogajalo. Pa počasi začneš, ne vem, prenašanje adrenalina pa treme je tudi v bistvu ena mišica, ki se ti zbilda, ne, v nekem času. In pa je v bistvu, kako znaš ti to energijo, ki se v tebi noter nekako rodi, kako jo znaš zagrabiti pa usmeriti, ne. In zdaj nekako bolj, ko si človeški, pa bolj, ko nekako čutiš publiko, nisi taka, veš, da jaz sem na odru gora, ne, vi ste zdaj pod mano, če imaš tak odnos, pa greš na neke napisane besede, se ne boš glih povezal z ljudmi, ne. Čim se pa spustiš na neko njihovo raven, se z njimi pokonektaš, zakovneš, kdaj vmes, ne, da vidijo, da si tudi sam človek, takrat se pa pol ta connection zgodi in takrat kreiraš v bistvu koncert skupaj s publiko, ni samo, da mi ustvarjamo koncerta, ne. Rata pogovor, ne, v bistvu. Ja, vedno je v bistvu ta dialog, izmenjava energije, ne. Ker to v bistvu glasbeniki delamo. Kultiviramo energijo, ki jo dobimo od ljudi in jo potem jim vrnemo v predrugačeni obliki skozi glasbo, ne. Tako je, zelo lepo povedano. Ampak ja, dejansko jaz sem se tudi svojih prvih nastopov, stand-up nastopov ne spomnim, jaz ne vem, kaj sem delal. Posnetke imam vse, prav na YouTubeu, mislim, skrite seveda. Ampak, ko jih pogleda, jaz dobim napad panike. Ono res, kasni jaz takrat fucking delo. Ne. Res nisem mogel pogledati v kosu 7 minut svojega materiala, ker sem jo tak, ko sem neko bedarijo naredil, sem kar na pauzo dal, pa sem šel pač kosilo narediti. Ja, jaz te štekam, jaz imam še zdaj isti problem. Kaj pa, videl sem, če ki v pekarni si snemala en komad, mislim, da je nazaj k mami tisti, ne. Ja. Poslušal sem, pa zvenela si dosti bolj, ne bi rad rekel otroče, ampak ne še tako zrelo kot vokalist, ne? Če sem to snemala pri 16. Pri 16, okej, tega nisem vedel. Ja. Ampak narata en moment, tako si prej rekla, ko začutiš energijo, ko se začneš imeti fajn na odru, ne? Lahko pišeš te postopek oziroma te občutke, kako greš proti tja, si videla postopno z izboljšanje tega ali si pač kar naenkrat, jaz sem cool na odru? V bistvu je neka, tako kot bi ti rekla, osebnostna rast, ne, ki se dogaja. Sploh vokalisti imamo čist drugačen proces, kako pridemo do tega, sploh še frontmeni, kakor glasbeniki, ne, inštrumentalisti. Jaz sem tudi v osnovi inštrumentalist in sem veliko časa na odru preživela kot violinistka, ne, ali pa kot del orkestra, ker sem v godalnem orkestru igrala. Je to čisto v bistvu en drug. Je ta neka trema pa vse to, ampak nekako sprostiš to čez inštrument, ki enostavno veš, kako se bo obnašal. Imaš frete, točno veš, kam prst položiti, da bo zvenel tako, kar mora zveneti. Pri vokalu in pri personi, ne, temu, kako se ti pogovarjaš z ljudmi, je to čist drugače. Ne. Ti v glasu ne moreš ničesar skriti. Torej, a si živčen, a si žalosten, a si vesel, a si utrujen, vse se v glasu čuje. Ne. Torej, v bistvu zelo veliko ukvarjanja z svojo lastno psihologijo, z čustvenim stanjem, kako prenašaš ti tremo, kako se ti sam sabo pogovarjaš. Ne. Iz tega, da pač tudi rabiš izkušnje. Ne. Torej, sem zdaj z Tabuji naredila že skoraj 200 koncertov in če gledam posnetke za nazaj, je čist vsak koncert bilo nekaj drugače, ne. Ker sem res se aktivno k temu spravljala. Trema ostane zavedno, po moje. En igralec je enkrat rekel, pa je ful dober, da v bistvu you never get kako že? Torej, da se v bistvu nikoli trema ne mine, ampak se samo navadiš biti konstantno presran. Ne? To je v bistvu neka mišica, ki se ti mora zbildati. Potem pa, ko enkrat ti to lahko začneš prenašati, ne, ker najprej recimo trema vpliva na te, tako da, ne vem, ti je slabo, da te pred koncertom na stranišče stisne vsakič, ampak to tudi vse Tabujevce, ne samo mene. Kako potem to kultivirati, ne, in ko to dlje časa počneš, je tako, ker da bi ti rekla, pač zdaj lahko čutim ful veliko količino treme, ampak ne bo se to meni pokazalo več in počakam na moment, ko stopam na oder in takrat lahko spustim vse to ven in to nekam gre pola, ne, v nek šus.
Pa je v bistvu sam še igranje, ja, pač na odru, kako zdaj biti samozavesten, biti še vsem človeški, imeti to neko skromnost v sebi, dovoliti si, da si to, kar si, a ne. To so te take globoka vprašanja, a ne. Neko balanco moraš najti. Kaj? Neko balanco moraš najti, ne? Ja, ne, ampak to je zdaj, a veš, ful je enih dejavnikov, ful težko predvidiš, kaj se bo zgodilo, ker se veš, človeška psiha ima toliko veliko globino do vprašanja, če kdaj v življenju dosežemo dno, a ne. Ja. Zakaj bi? Bi bilo še fajn, če bi. Kaj bi Ne vem. ostalo? Kaj bi ostalo, ja. Pač pa bi bili A bi imeli sploh še kakšno motivacijo? Pač roboti bi bili tako, Ja. meni je vse fajn. Ja. Poplava. Sem glih ta v bistvu balans med tem, da je nekaj kul, pa da nekaj ni kul, v bistvu naredi to trenje, ki ustvarja potem, a ne. To neko energijo, to željo potem, da en šus lahko vam pride, a ne. Ja, mislim, od nekod mora priti, ne? Mora, ja. Pač čisto navadni ljudje, ki si želijo navadne stvari, ne vem, ki jih imamo vsi med sošolci, ne, ko se jih spomnimo iz osnovne šole. Ko pomisliš, kak bi on zvenel na odru, ne, bilo kaj bi, ali bi bil slam poetry, ali bi bil pevec, ali bi bil ne vem kaj. Kaj imaš ti za dati, če si navaden, ne? Pač, meni je vedno tako bilo hecno, ko jaz sem kar zadržana oseba, drugače sploh bil še prej in polkar naenkrat vsi čujejo, da David se ukvarja s stand-upom. Ne? Prvo nisem dobenom povedal, by the way, ne? Jaz sem to pač šel sem Ljubljana, če bo ful slavo, ne bom nikoli več probo, ne? Doben ni vedel za to, dobeno nisem povedal in pol kar naenkrat so tako začeli, pa če ti nič ne govoriš, če pa pač, ne? Zakaj bi pol šel govoriti za poklic oziroma za hobi, kakorkoli. In jaz sem bil tak, ja, meni je ful fajn, ko sem sam, pa sam pišem, pa sem sam več razmišljam, premlevam in ful sem se najdel noter v tem, ker lahko tako ful vrel, pač si oblikujem tekst, ne, oziroma pač stand-up. Tako da meni je to nekako pahnalo noter. No. Ti si rekla, da pač je bila družina nekako že naravnana na to, da... To umetniško noto, ja, tukaj sem dobila podporo, a ne, od staršev, ampak še vedno, a veš, ko stopaš na oder, si sam, se to veš, ne. Obstaneš ti z pač svojimi talenti in sposobnostmi, a ne. Jaz sem tudi prišla iz tega, da sem izjemno introvertirana oseba, tako da te kar štekam, ampak oder me je nekako naučil te ekstrovertnosti, a ne. Ja, dejansko vsega se da naučiti, no, ali pa tudi ne. Mene ene stvari se kar, pač, včasih koga pogledaš, pa si tak tebi ne bo nikoli ratalo, sorry, ne. Včasih je nekdo pol te proves you wrong, ne, ampak včasih pa pač kar tak, enemu mogel prej slepo vedeti, ne. Mislim, da je neka predispozicija, ki je v človeku noter, ne. Sam pa je še tudi, a veš, kakšno življenje je zdaj ta človek imel, ne. A veš, mi smo sploh v tej dobi, v kateri zdaj trenutno živimo, nam je v bistvu več ali manj vse nekako dano. A ne? Hočeš biti glasbenik, ok, ni panike, vlož 500 evrov, pa imaš opremo, pa lahko samo vse delaš. A ne? In tam se v bistvu te grobi diamanti potem ne morejo zbrusiti. A ne? Torej, nekako pa vseeno ljudje, ki pa se mi zdi, da grejo čez kakšne bolj, ne, težko je reči, da je večje, manjše, ampak če grejo čez izzive, čez neko pot, ko jo rabijo prehoditi v življenju, a ne, se mi zdi, da tam jih življenje zelo zbrusi, da potem vse te njihove predispozicije lahko pridajo ven. In se mi zdi, da mogoče, jaz ne vem, lahko rečem, da zdaj, ne, moje življenje je bilo kar pestro, pri 16 sem sama začela živeti, sama sem se preživljala, vmes sem spala po kavčih, bila brez hrane, igrala na ulici, zato da sem lahko jedla vsak dan. Da me je to v bistvu mogoče te ene moje talente, ki sem jih imela, še toliko bolj ven porinilo, a ne. Ker pač ni bilo druge. Sam na to sem se lahko zanesla, a ne. Ja, sorry, ker povej do konca. Ne vem, kaj pa pogledaš, mogoče enega drugega glasbenika z istimi predispozicijami, ampak nikoli ni rabu iti iz neke svoje cone ugodja ven, da bi nekaj dosegel, a ne, pa ne bo mogoče na nek način nikoli razvil talentov do te mere, a ne, ker se ni rabu premakniti. Ja, Steve Jobs je imel ful dober quote, ki je bil kao you are already naked, don't try to hide yourself. Nekaj v smislu, enkrat bomo tako umrli, tako da
ko enkrat to ugotoviš, da je vsak dan, ko ga zapraviš, je zapravljen, ne, dejansko, da pač, če danes ne boš šel zvaditi tega, če danes ne boš poklical onega za neko stvar, pač je zapravljen ta čas. Ne. Tako se rekla, če si pa coni udobja in ti je fajn, ti ful znaš fajn špilati kitaro in zdaj pač punce te ima rade zaradi tega, ker imaš na Facebooku pa Instagramu slike s kitaro, pa ti je to cap, ali pa ti ni, pa samo čakaš, da bo en producent enkrat poklical pa rekel, ne, ej, priv, da budeš špilat, ne. Ja. Če čakaš, ful veliko jih čaka, ne. Malo jih dela, ampak tisti, ko čakajo, načeloma jih doben ne pokliče, tako vsaj jaz opažam v tem svetu. Moraš, stvari si sam omogočiti v življenju, noben ti jih ne bo, ne. Ja. Se zgodi kdaj, ampak preveč mogoče gledamo te zgodbe uspešnih ljudi ali pa na televiziji, kako se je nekomu nekaj zgodil, pa pozabimo, da v bistvu ima vsak čist svojo neko unikatno pot in da v osnovi si moramo ljudje sami narediti življenje, ki ga hočemo živeti, kakorkoli. Pa samo vprašanje, kakšno ceno si pripravljen plačati za to. Torej, meni bi bilo lahko v življenju ful lažje, da bi si najdla, službo v Mercatorju, pač ne, ampak a bi bilo res lažje? A veš, kaj mislim? Ja, to se jaz tudi lahko sprašujem. Mislim, ker jaz sem bil kelner tak 3 leta in fajn je bilo, sploh v fajn kolektiva, veliko sem menil, na pol leta sem menil gostilne, ker je bilo mi preveč, ne. Fajn je bilo v tistem kolektivu, ja, pa se moramo, pa se pa je gužva, pa zadnjič je bila taka gužva, hvala Bogu, zmes doma, ne. Pa zmatran rataš, pa ne samo zaradi dela, ampak tudi zaradi tega, ker se nič nikamo ne premakne, ker je vse isto, ker je pol sam vse nekako zbledi v neko sivino in pol si zmatran že od tega in si nezadovoljen. In pol, ko sem spremenil, pa sem rekel, ok, to ne bo šlo več, če sem dal odpoved, po ful veliki sreči sem prišel na radio, potem sem začel stand-upom ukvarjati. Če zdaj nazaj gledam, jaz sem živel neko tako navadno življenje, ali kako bi človek rekel, in mogoče iz tega vidika boljše vem, kak je hoditi na šiht, pa pol hoditi nekam, kot je fajn tam. Ne. Tako da ja, definitivno se splača, ampak ne bomo vsi mogli takih poklicov imeti. Ja. Čeprav se mi zdi, da se mi to vse več dogaja. Tak, da se to vse več dogaja. Ne? Vse, zaradi mehanizacije oziroma robotizacije sveta, ne, se ful bolj dogaja, ker se lahko privoščimo to. Samo mene hecno, pač zdaj so vsi influencerji, ne, za vsak ima neko idejo in jaz bom zapisal inspiracijske misli in jaz bom pisal neke kratke zgodbe, jaz bom to. In vsi gledajo neke druge influencerje ali pa neke motivatorje pa nekaj in potem, on mu je ratal, on mu je tak ratal, to mora narediti, to mora narediti. Sam, naprimer, zdaj je 10 na svetu, govorim na pamet, ne, ki jim je ratal in so dobri motivatorji, tu jaz sem tudi motivator. Ne vidiš pa onih milijon spodaj, ko jim ni ratalo, ne, ko so vmes pač popustili. Ne. Oni nikoli nas snemajo, meni ni ratalo. Ne, pač, tega snemajo in tega ne vidiš. In meni se ful zdi, da so ti ljudje, ki delajo, to seveda je pozitivno, da motivirajo ljudi, ampak oni na nek način, ko ta video ven dajo, vejo, da bo samo špici ratalo. Ne. Sej pomagajo tisti špici, ampak vsi ostali, ono je pa pač, ali bojo služili, ne vem, $100 na mesec, ali pa pač bojo postili po 1 mesecu, ali pa po 2 letih, pa je to. Ful je fascinantno, ja, se to si rekla, več tega je, več priložnosti, definitivno za take poklice, ampak ne bo nam vsem ratalo. Ja, pa veš tudi na kakšen način, pa kaj zdaj uspeh čist zares pomeni, a ne? To so tudi pač vprašanja, ki se mi zdi, da nekako se, kaj zdaj pomeni ratati, ne? Vsi skozi govorimo o tem, ja, hočem, da mi rata, ne? Kaj bi zares rat, ne? Tukaj se mi bolj zdi, a veš, nek tak moment, ko pač vidim, ne vem, a je to sreča v življenju ali kak to je, ampak jaz sem vedno vedela točno, kaj hočem v življenju, ne? In pač na nek način, jaz ne rabim motivatorjev gledati na Instagramu, a veš, da imam, ne vem, lepše življenje ali kakorkoli, ne. In mogoče ljudje, ki ne vejo čistočno, ne, kaj bi zdaj radi, ne, se zatekajo k tujim ljudem, k motivatorjem, k influencerjem, da bi našli ene odgovore, ker če bi isti čas in količino energije vložili v to, da bi sebe raziskala, ne, bi prišli do svojih unikatnih odgovorov in v temu ti potem lahko rata, ne? Ker to je neko potem tisto zadovoljstvo v življenju, pa zdaj ali zaslužiš $100 ali pa 10 000.
Se gre, ker tudi, veš, koliko enih ljudi lahko zasluži ful enega denarja, pa niso zares srečni v življenju. Torej, kaj zdaj zares je uspeh? Uspeh je, jaz si tega odgovora nisem dobil še sam pri sebi. Ne vem, kaj je. Meni je ful cool, ker lahko živim od tega, kaj delam. Meni je ful cool, ker napredujem, čeprav glih včeraj sem imel nastop, na katerem je bilo ful slabo. Do te mere, da sem si na odru gor prišel, kaj sem zajebo, pa so mi ponudili drugačno pot, pa sem rekel, ne bom je šel pred enim, ko so mi rekli, kaj greš za kokošarjem, a greš po kokošarju. Sem rekel, predgrem, ker to bo, ziher mi bo ratalo. Ni ratalo. In potem sem bil tak za 5 minut na obljubu, da grem na oder in sem tak vejo, niso ogreti, če bi šel za njim, bi bili ogreti, pa bi se imel boljš, pa oni bi se imeli boljš z 5 minutah, pa sem nič ne bom spremenil, pa sem sam povedal svoje, pa sem imel tak, pa ker ste me poslušali, adijo. Eto, to je treba dati skozi life. Ja, ampak kaj sem hotel povedati, da pač uspeh ali pa kdaj ti rata, ne vem, če bi čez 20 let sam sebe videl in bi še vedno lahko preživel, še vedno bi imel, ne vem, mogoče stanovanje, ki je komfortno, da je meni cool, da priješ nekam, kjer pač gre dež po tebi, pa še vedno to delam, pa preživim, pač to meni že okej. Vse kaj je več, fuck you know. Ja, ne? Vse to je to glavno vprašanje, ne? Se mi zdi, da v bistvu mogoče se še ga premalkrat vprašamo. Ko se toliko ful hitro se znajdemo v temu, a veš, da se sam ženemo za enimi stvarmi in minajo dnevi, tedni, meseci, leta, ko se sploh ne ustavimo pa vprašamo, kaj v bistvu zares počnemo, pa za čem se ženemo. In tukaj se meni zdi, da tale karantena, zdaj, ko se nam je zgodila, da je po eni strani ful veliko darilo. Ker nas je ful ustavila. In glih, a veš, ko dovolj dolgo časa miruješ, naenkrat se ta vprašanja pač vzdignejo. Če hočeš. Če hočeš. Mislim, če si jih dovoliš videti. Če izkoristiš, lahko si jih tudi prej izkoristil. Mislim, vse je darilo, tako se rekla, vse je priložnost. Če vidiš klošare na ulici, se lahko zamisliš. Čisto tako sem govoril, da jaz sam pri sebi premlevam te tekste in meni to pač ful gre, ker sem to od malega delal, ker sem tudi bil, ne vem, pri babici, ko smo živeli, je 2 hektarja pašnikov za ovce in kaj sem jaz delal, sam sem si špilo tam noter in sam sem delal in mi je to ostalo, zdaj lahko to delam. Ampak je en ta klošar v Mariboru, ki se mu dejansko isto dogaja, prav vidiš ga, on hodi po ulici, ne ve, ki je, vedno je isto oblečen, sploh se ne preoblači, zavrača pomoč, ker pač v Mariboru imamo seveda dom za njih, ne točno, se reče pač dom za te brezdomce, ker jim nudijo tudi obroke in poslo in vse je pošlihtano. On noče, on sam hodi, premleva, dol gleda in hodi. Jaz sem se enkrat res zamislil, ko sem šel mimo, on je isti, ko jaz, sem da se je nekaj zgodilo, kaj se meni ni. Pač res, naprimer, to je moja izkušnja, kak sem se jaz zamislil enkrat, ampak so pa ljudje, ki se pač nočejo zamisliti, So pa ljudje, ki imajo vedno. Pravico, ne? Ja, to je res. Ampak, imajo pravico, ampak večinoma, govorim ful stereotipno, večinoma so to ljudje, ko vejo, kak bi lahko svet bil boljši. Kaj bi lahko vlada naredila, kaj bi lahko gospodarstvo naredilo, kaj bi lahko kapitalizem, kaj bi lahko zamenjali, pa spremenijo sebe. Ja, sej, zaradi tega so to vse samo v bistvu nezgrešene teorije. A veš, zaradi tega, ker pač neki vedeti ali pa neki delati sta dve zelo različne stvari, To je knowledge pa wisdom, sta to te dve besede, ki zelo ponazarjata to vse skupaj. Znati CPP knjigo na pamet ali pa se usesti v avto, pa potem vse skupaj odfurati, Pa driftati. Recimo. Ne? Ja. Ti tudi veš, ne, Jure, o čem govorim? Delava oba dva izpita. Tako da je aktualna tema. Tako da tu se mi zdi, da mogoče na tak način malo utapljamo neko potrebo, veš, po samo zadovoljstvu, potolažiti svoj ego, biti pameten. Ampak se ga moraš tolažiti, ker tako smo rekli, ne moreš priti do dna tistega, kar je s tabo in pol si, vse je fajn. Ti tudi moraš časih svoj ego potolažiti, ker če se sam tepeš, kakva oseba boš, pa če tisti, kaj si sposoben, tisti, kaj lahko, se ti ego ne dovoli, če ga skozi tepeš. Ja, vse ga moraš sprejeti, tak ego je tudi z nas, ga je treba znati uporabljati. Čeprav mogoče,
bolj ko greš v neko globino, ne, ko si rekel, da bi prišel do neke točke, ko je vse naenkrat kul. Meni se zdi glih nekako obratno, ne, bolj ko se spuščaš v globino, bolj sprejemaš, da pač vse samo je, veš, da ne obstaja zares, kaj je dobro pa slabo, veš, za nekoga, ne, samo čustvo jeze je lahko ful spooky, ne, pa je lahko ful slabo, pa obsojano, ne, za nekoga je pa to ena moč, ki jo rab izkoristiti v življenju, en njegov kanal, čez katerega se sprosti, da ven pač to, kar ga teži v življenju. Ne? Tako da, kako bi zares lahko ocenili, zdaj, kaj je dobro, pa kaj je slabo? Ja, ni, ne, zato ker to, kar sem že prej hotel reči, pač mi iščemo vedno en odgovor, enega motivatorja, ko ti bo vse dal, enega šefa, enega partnerja, spolnega, romantičnega, kakorkoli, ko bo vse zrihto. To hočemo dejansko. Ne? Ful dober primer tega je fuzbal trener Jose Mourinho. On je Portugalec, on je z nekim malim klubom usvojil Ligo prvakov in potem je šel v Chelsea in on ima to dinamiko pogovorov z novinarjami, da je pač kar nekaj govoril, same bedarije in pa so novinari skozi njegove izjave pobirali, ne? Niso se ozirali, da se en igralec njegov napil, pa da ga ni bilo 2 dni na treningu, to doben ni opazil, ne? Govorim seveda hipotetično, ampak on je vso pozornost na sebe preusmeril, da je ekipa imela mir, ne? In je bil tak magic man, njemu je vse ratalo, gobec, funo, toto, ne, vi novinari ste krave, ne vem kaj, vse je govoril, preusmeril pozornost na sebe, ampak v enem momentu je pol pokno, ne, ker je zgleda bilo preveč in pol je, pač veš tak, ono magic man, sam ni magic man, ampak vsi v fuzbalu smo ga ali sovražili ali pa imeli radi, glih zaradi tega, ker je bil nekaj posebnega in on lahko vse in mi smo zamislili, da on bo do konca življenja vse vlekel in bo najboljši in vedno bo zmagoval, pa gobec suko, pa bo samo smejali, ne. Ampak ni, on je pokno, ne. Kar hočem povedati je to, da dejansko ljudje imamo to neko predispozicijo, da bi sam gumb stisnili in bi vse bilo, vse. Rolete bi se same odpirali, tako morajo, klima bi bila točno tako, kako hočemo in hočemo tudi sebi vnoter to narediti, ne. Sam stisniti gumb in zdaj pač, vedno imam občutek tako, da torto jem, ne, pač. Ja. Tu se ful odmikamo od narave stran, ne? To je tudi ful zanimivo, ker pač živali se ne. Mačka je vedno mačka, pa je vseeno, ona ima tiste svoje osnovne potrebe, malo se carta, malo mora jesti, malo mora spati, to je to, ne. Pes tudi, načeloma, tudi nilski konj tudi, ne, vsi. Čeprav jim mogoče delamo veliko krivico, zato ker čisto zares ne vemo, ker jih ne moramo vprašati. To je res, ampak tak, se pa, če gledaš svojega hišnega ljubljenčka, vidiš, da njemu je kul točno to, ne. On nas se sekira, zdaj, koliko bo prišlo jutri ljudi na stand-up, tako se sekiram, ne. Teh skrbi enostavno nima. Yeah. On je ponotranjeno, je miren, vkolikor so primarne potrebe zadovoljene. In to je vse. To je čisto vse, ne. Mi pa si sami delamo probleme, glih zaradi tega, ker imamo zavest, ker se zavedamo, da lahko pride 100 ljudi, ne. Pa se sekiramo zaradi tega. Pa je pa samo 80 ljudi, pa imaš problem, zdaj je bilo samo 80 ljudi, jaz pa mislim, da bo 100, ne. Veš, tega živali nimajo, ker nimajo te zavesti, ki jo imamo. Mi, kar je, odmikamo se od narave stran, ker jo imamo, ker ni naravna, I guess. Mislim, čisto v temu iskanju neke perfekcije, veš, to sem sam mislila, ne, mogoče v tej temi, ampak ta perfekcionizem, ne, tega, imeti ultimativen gumb, ki vse spremeni in je potem vse super in popolno in to je to in pol. A veš, me ful me zanima, kaj bi se zgodilo, če bi tak gumb zares obstajal. Koliko časa bi to zares to zadovoljstvo potem trajalo? Če bi zdaj ti imel gumb tudi, da ga lahko pritisneš, koliko časa bi bil zares srečen? Dokler si spet ne bi potem zmislil, da bi nekaj spet moglo biti boljš, ne? Ja, ker bi te sam na en nivo postavljal in pol hočeš novi nivo. Pač ne vedno je tak in vedno je eden, ko je bolj v špici kot ti, tudi če si ti v špici. Torej, v bistvu ne stremimo za perfekcijo, ampak za napredkom, ne, konstantnem gibanju, kar pa se mi zdi, da to pa je pač del narave, ne, da se mora vse skozi spreminjati. Pa tudi pomeni, da je treba na nek način sprejeti, da tista ultimativna točka pač ne obstaja za nas. Ne zato, ker ne bi obstajala, ampak zaradi tega, ker jo bomo mi vedno premaknili. Ja, vedno, tudi če dosežeš, se premakne naprej. Ja. Ja, dejansko je tako, mislim, s tehnologijo. S tehnologijo je tako, da pač jaz sem zdaj telefon menil in ima ta facial recognition, ne, ko ti pač samo odklene. Pa vedno dela, tako 1/3 cajta dela, ne. Ampak sem zdaj stari telefon vzel, pa ni imel tega, pa sem bil tako,
Ne, ful problem, zdaj moram pa to narediti, ne, fakt, ne. Ampak mali oni napredek, ko imamo v tehnologiji, nas ful zadovolji. Wow, TV si lahko snemam, fukjeno, ne. In vedno bolj smo napredni in v enem momentu bomo res ratali, mislim, vse smo že do neke mere cyborgi, ne. In pač vedno bolj si ljudje devajo neke roke, bionske, ne vem, ono, tisto, tretje. V bistvu Elon Musk je imel to dobro ugotovitev, je rekel, se pač dansko mi smo že svojo zavest, neke podatke prestavili na server, pa bojo obstajali potem, ko bomo mi umrli. Pač slike na Facebooku, maili, vse to je nekje in bo kar obstajalo. Ne, tako, v bistvu... Fak, jaz nisem vedela tega. Ne, ampak kaj hočem reči, da dejansko neka naša zavest že nekaj obstaja, tam neki na oblaku. Ne. In enkrat je mu lahko prenesli v eno drugo glavo. Tako da, vse gre v napredek. Misliš, to je meni tako malo spooky, ne? Veš, ful rada gledam science fiction filme. Ja, sci-fi mi je res zakon, ne? Ampak tako, pa zdaj, ko opazujem zadnje leta, kaj se malo dogaja po svetu, pa tako, kam s to tehnologijo prehajamo, sem tako, stari, a vi niste dojeli, da je to sam film, pa zakaj je zdaj to treba vse zares narediti, a veš, kaj mislim. Jaz sem zanč Matrico šel gledati, pa sem bil tak, fuck. Ja, mislim, da sem neki meme on videl, kao The Matrix was a documentary, ne film, ampak je bil dokumentarec, pa tak sam, ja, fuck. Ja, ne, daj nehteno, stari, to je bila domišljija, pač, kodej, veš, smanji doživljaj malo, ne. Smanji doživljaj. Ja, to. Ne rabimo tako daleč. Ja, ni treba letečih avtov pa vsega tega, so čist cool. Ja, meni so ful heci, danes sem videl, da ima Amazon on balon in droni ven letijo, pa pošto raznašajo, pa sem tak sam, to bo enkrat dol padel nekam, ne? Zdaj pa pač mogoče bo enmo v bazen ali pa enmo na glavo, ne? Pač, vse niso popolni, ne? Pač roboti so, ki so izdelali človeške roke, pa tudi človeške ideje, tako da, fuck, kar res rabimo tako pošto, da pač ni več cool, da en prije na biciklu, rabimo drone, je bolj poceni, ja, okej, ampak fuck, the future is now. Ja, vse to. Si kar za vprašati, koliko hitro se svet spreminja? Je vedno hitreje. Ja. Pospešujemo. Ja. V vsemu temu najbolj tako skrbi, kaj bo z muziko, veš. Mene pa ne. Ker mislim, da bomo vedno to, kaj bo naprej, ne. Ker jaz, ko sem se začel učiti kitaro, so bili ti elektronski tunerji, ne. Se pravi, nisi rabo posluha, da si uglasil kitaro, samo ono ti je pokazalo, ki je, ne. In pol sem v enem momentu nekega starejšega videl, ko je govoril, da je kao to samo lenoba, da se nisi šel naučiti. Enkrat res ni bilo elektronskih tunerjev. Se pravi, si mogel prvo naučiti posluha, ko si nekoga drugega poslušal, kako uglašuje, da si pol lahko uglasil ti svojo kitaro, ne. In on si je glih isto mislil, ko si zdaj mi mislimo, kaj bo z muziko zdaj, ko so autotuni pa bla bla bla. Pač mislim, da smo pred istim vprašanjem, sem drugačen kontekst je vprašanja. In tudi vedno je špica, to je čisto vedno je neka špica, ljudje smo selektivna bitja, malo kdo posluša 30 bendov različnih na mesec, ful malo kdo, to si res fan muzike, da res toliko različnih stvari poslušaš, da si res sam daš gor, ne da pač čuješ na radio. Ne? In vedno je tista neka špica ljudi, ko ti je všeč in vedno so dobri tu zgoraj, ne? Vedno. Pač vedno nekaj imajo, ali so osebnosti dobre, ali so ne vem kaj, ampak vsi lahko delamo muziko doma danes, vsi lahko autotunamo, vsi lahko sample dol potegnemo, pa vedno bo dobra muzika na vrhu. Pač vedno. Ja, čeprav lahko zares rečeš, da je kdo dosegel tak vrh, kakor te artisti, ki zdaj odhajajo, se počas poslavljajo iz tega sveta. Kjer misliš? Michael Jackson, David Bowie, ne vem, pa imaš Rock Gunse, pač v Sloveniji imaš pač Siddharto, Bigfoote, Tabuje. A zares lahko rečeš, ne pomeni, da ne obstaja dobra glasba, ki je bila na vrhu, ampak nekako ni dosegla tazga vrha, kakor so recimo bendi 80-ih, 90-ih leta. Ne. Tam so prav naredili v bistvu neke svoje žanre, neke svoje prepoznavnosti, nobeni ne more v bistvu jim parirati na nek svoj način,
Ker oni niso bili oponašalci, a ne? To je zdaj, kar se mi zdi, da se je začelo dogajati, da v bistvu je ful veliko muske, ampak je vse manj te neke avtentičnosti, res ustvariti nekaj svojega, ne? Kar tudi nekako sovpada s tem, kar sva se midva pogovarjala, glede sveta na splošno in ljudi in želj, kdo smo, kam se obračamo po odgovore, a ne? Vase ali ven, ne? Torej nekako tukaj opažam, da se začenja kazati vse večja luknja oziroma jama med tem, da enostavno takih artistov ni. Zdaj so one hit wonders. Ne pravim, da ni dobra glasba, super produkcija, vse je na ful večjem nivoju, tehnično smo ful bolj podkovani, čist kdorkoli se lahko loti glasbe. Ampak nekako te energije, ki so jo pa tisti artisti izkumulirali sebe, kar so oni naredili v svojem času za svet, kaj je tudi glasba takrat pomenila ljudem, kaj pa pomeni danes, to ne more, to ni isti svet. Ja, razumem, kaj hočeš povedati. Inflacija, vsak lahko, ampak ko je ful veliko ljudi, ki lahko, pač pol, da priješ na vrh, moraš biti sam bolj izstopajoč. Ne rabiš biti boljši, moraš biti bolj izstopajoč. Danes ljudje mislijo, da pač izstopaš, če si lasena roza pobarvaš. Ja, naprimer, to je ena od stvari. To je čist drugače, kar pač, ne vem, Nirvana, ko je pač prišel v gatah gor na oder, ampak je razfukal sceno. Ja, dejansko, tako si rekla, tehnično smo bolj podkovani kot bilo kdo, je bil lahko, ne? Ampak če znaš špilati, če ne pomeni, da veš, zakaj bi mogel špilati. Se pravi, nimaš sporočila zadaj, nimaš nekaj, kaj bi rad naprej dal. Nirvana je imela sporočila oni so imeli nekaj zapovedati, ne? Ja, v liriksih niti nekaj, ne vem kaj, da bi lahko rekel, to bilo nekaj, ne vem. Tudi Kurt Cobain je v marsikerem intervjuju rekel, da sploh študira, on sam išče spevne besede in verze, ki jih da not, ni pa nekega osnovnega ta komad je o tem, ne? Ni tega bilo, niti ni nekih hooklinov, ki bi pomenili, ne vem, kaj vsakemu je neka druga pomenilo. Energija je bila tista, ki je govorila sama po sebi. To je tudi fucking band Nirvana bil, ne? Ja, precej, ja. Ja. Jaz sem si ful pogledal od njih, pa knjig prebral od tega, pač... Meni je sam ful žal, da se ne moram s temi glasbeniki, so ljudmi vse izdol, pa se malo pomeniti z njimi. Ja. Zaradi tega, ker vse že, kaj jaz gledam iz svoje perspektive, to, kako se ljudje med sabo pogovarjamo ali pa kako se jaz pogovarjam, medtem ko mene pač nekdo snema. Ne povemo vedno čist po resnici. Pa ne zaradi tega, ker ne bi hotel biti iskreni, ampak zaradi tega, ker pač obstajajo neka pravila, da boš družbeno sprejemljiv, da ne smeš klet po kameri, da ne. Ja. Tega, ker ljudje kot množica se obnašajo zelo drugače kot ljudje posameznika. In množica ne prenese mogoče velike količine napačnih stvari. Ali pa čiste resnice. Ker bi bil prevelik kaos, bi zanetlo noter. Ja, ker v tem bullshitu, ki se mu reče družba, smo vsi cool, ne? Pač bolnica še vedno laufa, tudi če se mi malo lažemo, da ko priješ doktorju, pa rečeš, jaz pač nisem, ne vem kaj, nekam sem zdaj zašel, ampak če se malo lažeš, je lažje. Pač tako smo rekli prej ego tudi ne moreš ga sam tepst, pa ne smeš, pol tudi nisi diht več. Tek ne moreš iti v družbi naprej, če vse poveš tako je. Ne gre. Danes je bil dober film od Rickyja Gervaisa, The Invention of Lying. In je šlo sem na ta premis, da je on edini, ko se zna zlagati. Vsi ostali kar povejo, ne bom s tabo seksala, zato ker pač imaš slabe gene, pa nočem otroka s takimi slabimi genami. Ker to je bil prva scena, je bila to, ne. In on se je ful slabo počutil zaradi tega, ne. Kot igralec je bil tako, in pol se je prvič zlagal in je bilo pač pol se vse zlagal in pol je pač dansko je religijo ustvaril, ne. Ker prej slej je prišel na to, neka energija tam zgoraj je rekla, da to ne smeta, ne. In pol je bil pač on papež oziroma mesija Boga, ker si je pač zmislil, ker je pač prvi lagal, ne. Full film. No, top, sem pogledala. Kje smo ostala? Da ne smeš klet. Pop, vse kaj je pop, ali je radio, ali je band, ali je komik, ali je bilo kaj,
more množico imeti zadaj, ki plačujejo ful malo dejansko za to, ampak ker množica fukne vsak nekaj, ne, je veliko. To so pop radiji, so točno to, ne. In pol ne smeš nič delati razen okviri, mi govorimo to, mi smo taki, mi imamo svoj graf in v tem grafu je... Treba biti noter, ne? Treba biti noter. To ni poanta umetnosti, veš, tukaj je to zdaj spet kje. Pop ni umetnost, ne, mislim. Lahko je, Madonna je, na primer, bila oboje, ne, ampak to so mislim, tudi Nirvana je bila, ne, če da gledaš, pop in umetnost, ampak to so tisti, ko res spremenijo svet na nekaj drugega, ne. Once in a lifetime prije nekdo tak, ki zna sebe izraziti skozi to in tudi rata pop, ne. Ker pop je v bistvu v osnovi popular, ne. Ja. To je bil popular music, zdaj pa je pop v bistvu postal nek svoj žanr, ki pač jemlje iz teh ljudi, ki so bili popularni, ne, v svojem času. Fuck, jaz to moram videti.